Čas je za veseljakov čudoviti obisk. Njegov humor je tako duhovit, da se tudi Bog iz srca nasmeje. Z nami v veseljakovem studiu župnik Martin Golob. Martin Golob je danes z nami, daleč najbolj popularen duhovnik, ampak se mu ničke ni tole v glavo stopil, moram reči. No, zelo preprost si vstal. Nočem biti slaven v tem smislu. Lejte, mene tukaj sem. Imam doma mojo gospo mati, ki me zelo hitro zarajde, če je kaj. Veste, pa tudi Bog hitro poskrbi za kakšno ponižnost. Aha. Jaz bom slaven, ko bom umrl, pa če bom v nebesah, bom najbolj srečen. Do takrat sem pa skupaj z vsemi, ki živimo na zemlji, samo popotnik. Lepo in lepo skromno, ja. Ja, Martin, zdaj avgusta bi bilo ravno 5 let, odkar si prišel za župnika v srednjo vas v Bohinju. Ja, oziroma 6. bi začel. Pa ne bo se zgodilo, a ne? Ja, vmes, maja se tam enkrat se zvedel, da se zna zgoditi premestitev zaradi potrebe v novi župniji. Kako pa se to zgodi, če lahko vprašam? Dobiš pismo, te povabijo na pogovor? Najprej se je oglasil moj predstojnik, čisto tako prijazno in vljudno, je rekel, takole je, situacija je takala, rabel biti tam. In potem sem rekel, lejte, tukaj sem, naredite, kar mislite, da bi bilo najboljš. No in potem so tudi tako naredili. Jaz sem pa to čisto sprejel za Božjo voljo, čisto da Bog me pošilja naprej v novo župnijo. In kar je lahko slovo tudi težko, sem pa tukaj v novi župniji doživel zelo lep sprejem. In vrgel sem se v ritem novega kraja in z novimi ljudmi, tako da ne objokujem tega, da se je zgodila premestitev, ampak sem Bogu hvaležen, sem lahko tam bil in da sem med Bohinjci zelo lepo živel in se lepo imel. In hvaležen sem tudi za nov kraj, kjer sem, Grosuplje, ker so zelo dobri ljudje, res sem dobil zelo topel občutek, ko sem prvič stopil pred njih. In stvari se že dogajajo in se delajo, priprave na krst in tako naprej, zdaj bo kar še nekaj takih stvari. V soboto imam 2 poroki in tako da nimam nekaj časa, da bi zdaj sanjaril in nostalgijo obujal, ampak gremo naprej. Sej, to je del nekako mojega življenja in več, kako se seleš, več spoznaš. Ja, res je, sicer pa si pustil pri Bohinjcih seveda dober vtis, vsi so te imeli radi, to si najbrž tudi začutil. Ja, sem, ja. In ne bom te spraševala, če jih pogrešaš, pa kaj najbolj pogrešaš? No, pogrešam tako normalno, ne tisto z bolečino ali pa z nekim ne vem kaj. Je pa prijeten spomin na njih, ne nazadnje v sredo grem spet v Bohinj, grem pa, je pa občinska proslava in sem tudi prejemnik občinskega priznanja, kar se mi zdi tudi zelo lep potrditev, da smo res zelo lepo drug z drugim delali in da se imamo tudi nekako lepih spominih. Tako oni mene in jaz njih. Ja, potem je pa ravno pravi čas, da te nekdo iz Bohinja tudi pozdravi, nekdo, ki te je predlagal tudi za občinsko nagrado in jaz mislim, da ga boš Jure prav prepoznal, no, da ga slišimo. Jure, kaj imaš povedati o našem Martinu? Gre za eno krasno posebno osebo, ki je naredila vtis v teh svojih 5 letih delovanja v Bohinju. Jaz verjamem, da ga generacije ne bojo pozabile, morda se celo kdaj vrne, ker ima rad gore in vse, morda pa, ko bo kariero zaključil kje v Vatikanu, pa se vrne v Bohinj. Meni sem to čas, da so 5 let kar nekaj sodelovala od naših preditev naprej in bil je prvi župnik, ki je tudi bil medijsko izpostavljen in ravno zaradi tega sem v letošnjem letu predlagal na občini Bohinj, da se mu podeli posebno priznanje za posebne dosežke, kajti mi se trudimo z PR-jem, trudimo se s promocijo, trudimo se z reklamo, ampak Martin je vse to v bistvu nas prehitev na veliko in to dejansko samo svojo preprostostjo in svojo
iskrenostjo, ki verjamem, da vsakemu seže v srce, pa tudi če je morda kdo ljubosumen, kako je to en fleten mlad župan, ampak kakorkoli že, jaz mislim, da vsakega srca najde Martin Pot in to je v Bohinju še posebej nas zaznamovalo vseh teh 5 letih. Ja, Jure, pogrešate kaj Martina v Bohinju? Martina pogrešamo na veliko. Jaz verjamem, da se bo Martin tudi privat veliko vračal v Bohinj, da bo, ko bo našel kakšen čas, da bo prišel in pozdraviti svoje farane in svoje prijatelje, ki smo pač v teh 5 letih postali. Lahko dodal še to, da ga tudi turistični delavci pogrešamo, kajti kot dober promotor nam je veliko delal na tem področju, pa tudi naj še to podarim, da je naredil lani z Mašo prav za turistično sezono, za turistične delavce, za turiste. To je bilo nekaj posebnega, kajti tega res še nisem nikjer zasledil. Tako da absolutno ga pogrešamo. Kako lepo. Ja. Ja, z Juretom so res zelo lepo delala, pravzaprav. Kot duhovnik sem skušal sodelovati z vsemi aspekti družbe in tako sem bil zelo vpet tudi v turizem, sprejemal avtobuse in nekako tudi tam okrog jezera smo si goste kar drug malo pošiljali, od sladolederja Hmen, jaz naprej, na ladico in tako. Naj povem, da je Jure tudi delal meni zelo lepo reklamo za Svete Maše. Veste, vsak ponedeljek zvečer so bili dogodki pod lipo. In jaz sem bil zmeraj prisoten, če sem le mogel, včasih tudi manjkal. In so bila zmenjena, da Jure, ti kar povej, da je en obvezen dogodek ob nedeljah tudi obisk Svete Maše in pol je vse naštel, kje so in kje se lahko srečamo in tako, to mi je bilo zelo lepo, ker smo en z drugim nekako sodelovali pa živeli, kar se v manjšem kraju je to lažji, pa sploh, če je malo tak specifičen, kot je Bohinj, ki je le mečken poseben svet tam. Ja, zdaj si prišel čisto v drug svet, malo bolj meščanski, če temu lahko tako rečem. Ja, pa je v bistvu tudi veliko vasi. Meni so zelo všeč totela nežni gorenjski grički, ena toplina. Meni je ta kraj, se pravi po rodu, precej bližji. Sem pa na take sorte, kaj kako ne rečem, malo ciganske sorte, ki se kar nekako navadim na kraj ali pa na ljudi in se nekako maček skušam ujeti na vseh 4 nogah, pa je naprej jed. Tudi mi bomo morali naprej, kljub tej koroni, ki nas je tudi doletela. Mogoče še, Martin, proti koncu se ti zdi, da tvoj šef s to korono želi sporočiti kaj konkretnega svetu, ljudem, je prinesel kaj dobrega? Zanimivo vprašanje. Sem že premišljal o tem. Ni po mojem vse samo slabo, to gotovo. Moramo pa pa malo bolj uvidevni pa previdni drug do drugega. Mogoče nam to sporoča, lej, človek si in nisi vse mogočen in premisli svoja pota in svoje dejanja tudi tako, da boš bolj sočuten in spoštljiv do sebe, okolice, narave, sočloveka in ni vse v rokah človeka. In jaz mislim, da hvala Bogu, da človek vremena ne upravlja ali pa kakšnih takih stvari, da še vedno lahko človek se pokaže v svoji mehnosti. Čeprav je kot bitje ogromno in vidimo, kaj smo sposobni in česa smo vsega sposobni narediti, ampak včasih moramo tudi ponižno sprejeti kakšne takele reči. Korona ne bo za nas priložnost, da smo še bolj spoštljivi pa uvidevni drug do drugega, da se tudi držimo teh stvari, ki so nam predpisane, če tako rečem, ki niso predpisane same na sebi, ampak zato, da bi ohranili zdravje in življenja. Tako. Lepo, zelo lepo. Martin, kuharico že imaš v Grosuplju? Res? Imam eno prijetno gospo, Grosupeljčanko. Smo le 3 duhovniki v hiši. In je fajn, če imamo lepo skuhano v hiš. Tudi se mi zdi, da župnišče čisto drugače zadiši, če šporgat malo laufa in je res dom potem, ker tudi ljudje, ki pridejo v župnišče, da začutijo eno toplino, ki prihaja iz kuhne, da se počutijo domače. Želim, da je župnišče kraj srečevanj in druženja in topline, kjer lahko čisto vsak človek sprejeti in da se bi dobro počutil. Tako da imam glizar tudi odgovornosti do enega mlajšega duhovnika in starejšega duhovnika,
ker morda glih tako živeti. No, Pač ljudje jemo, a ne, tudi župnik daj poje kaj. Ja, Martin, če slučajno gre kuharca na dopust, ti tukaj damo nekaj iz vrečke, si boš skuhal kakšno sladico. Kaša. Ja, A to je kaša. sladica? Ja, v bistvu, če jo posladkaš, je sladica, če pa jo Ne posladkaš. posoliš, pa je pa glavna jed lahko. Hvala, Janja. Še eno vprašanje, ti bi sicer bil novinar, mogoče, če ne bi bil župnik. Ja, možno. Kaj, če bi ti v ponedeljkih prišel mogoče delati na veseljaka, pa jaz ti pridem pomagati delati ob nedeljah, kako pridigo, recimo? Mislim, to so predlagali poslušalci, pa a bi to šlo? Po Mislim, mojem- v ponedeljkih si še mal frej, po moje. Ja, Ja. no, lahko. Definitivno bi bilo veliko moške populacije potem, a ne prmaš, Ja, če bi ti pridgala. ja, končno, se zdaj sam ženske hodijo, sem slišala. Ja. Da bi to malo, je treba Da dati bi v vago. sodelovala. Ne? Ja, bi sodelovala, poslovno. Ekaj je bilo tako, da lahko še to Ja, povem. lepo prosim. Na Primorskem sem imel ob morju eno poroko. In jaz sem sošolko sem poročil in njene prijateljice in kolegice so prišle zelo, rekel, malo manj oblečene, kot se spodobi v cirku. In tamkajšnji župnik in starejši in jim ni dovolil iti v cirku. Je rekel, takole razgaljene ženovte šle v mojo cirko in gor dol. One meni jokajo, kaj narediti, kako, one morajo biti zdrave na poroki in tako. Pa sem pa jim v župniku, a jim lahko dam saj ministranske obleke. Pa je bojo se v to oblekle, pa bojo lahko zraven. In so se punce oblekle, te družice od neveste. Tako da nisem imel še nikoli tolkenih ministrantk ob sebi, kot takrat v morju. Kako lepo, a vidiš, zato te imamo ljudje radi, ker za vsako zagato najdeš rešitev. Kakšna rešitev mora biti, ja. In Če Bog zapre vrata, pa mogoče pusti odprt oken. Vedno je ena pot. ja, Martin, pri nas je zate vedno odprto okno, pa tudi vrata, seveda, tako da dobrodošel Hvala. kadarkoli. Tudi Enako če tudi ne vi. boš voditelj, boš pa gost čim več. Tudi vi ste vedno dobrodošli v Grosupljem, vedno lepo boste sprejeti, tako da z roko v roki. Ja, nič, potem pa gremo pripraviti radijski sprejemnik, da No, preverimo, če boste res veseljaka vrteli tam okrog, pa naredimo eno veseljakovo mašo. Ja, glih včeraj mi je gospod Darko in njegova hčerka Špela sta rekla tole, to ni nič kle pod hribom, mi skozi veseljaka poslušamo, sam kle pod hribom, se pa ga ne sliši pod cerkvijo. Jaz mislim, da mi že zelo dobro sodelujemo. Tudi v soboto boš poročil en par, kateremu jaz kasneje tudi pojem na poroki. Ja. Tako da, evo, poglej, Boš na poroki? Vse imamo, ja. Boš na poroki tudi? Ja, se moram priti na ogled, a ne? Ja, Se ne to morem pa- kratko priti ja, pridigati. Ja, tako. Lepo se imej, hvala lepa. Hvala enako, hvala za povabilo, pa smo na vezi. Hvaljen Jezus. Na ve kamen. Pravi